Torej monografija stopenjsko besedotvorje na primeru glagolov čutnega zaznavanja ima dvojno nalogo, in sicer v prvi vrsti predstaviti samo metodologijo stopenjskega besedotvorja, v drugi delu pa nalogo torej preveriti to metodologijo na slovenskem gradivu. Najprej nekaj besed o stopenjskem besedotvorju. Gre za metodologijo, ki ima svoje korenine v ruskem oziroma bivšem sovjetskem jezikoslovnem okolju, in sicer v 60. letih, nastal pa je kot posledica upadanja zanimanja za raziskovanje binarnega odnosa med tvorjenko, torej med motivirano in motivirajočo besedo. In tako se je raziskovanje tega binarnega razmerja razširilo na bogatejše nabore tvorjenk, ki ponujajo celovitejši pogled v besedotvorni in pomenotvorni mehanizem določenega jezika. Raziskujemo torej sestave, vse od izhodiščno netvorjene besede do vseh neposredno in posredno tvorjenih. Recimo, če imamo primer iz same monografije, torej glagol čutnega zaznavanja gledati, potem gledališče, ogledališčiti, ogledališčanje, ali gledati, pregledati, pregledovati, pregledovalni, pregledovalnik in pregledovalniški. V monografiji so predstavljene torej besedotvorne in pomenotvorne zmožnosti glagolov, ki označujejo zaznavanje s 5 čuti, torej z vidom, sluhom, vohom, tipom in okusom. Skupaj je to 169 glagolov, glede na to, da sama skupina torej glagolov čutnega zaznavanja sodi v skupino zelo bazičnih glagolov, ki izkazujejo veliko produktivnost, posledično torej stopenjsko besedotvorna razčlenitev prikaže bogato sliko besedotvornega in pomenotvornega mehanizma v slovenščini. Na hitro, če se sprehodimo skozi strukturo knjige, v prvih 3 poglavjih so opredeljeni osrednji termini, torej glagoli čutnega zaznavanja, stopenjske tvorjenke in slovarski pomen. V drugem delu poleg opredelitve klasičnega besedotvorja je pozornost namenjena predvsem seveda stopenjskemu besedotvorju, in sicer je najprej nek zgodovinski oris, opredeljeni so osnovni pojmi, predstavljena so ključna dela. Posebna pozornost pa je namenjena dosežkom poljskega stopenjskega besedotvorja, ki je predvsem znotraj slovanskega konteksta doživela največji razvoj in ima tudi že 40-letno tradicijo. V nadaljevanju se posvečam slovarskemu pomenu. 4. poglavje pa je, torej, to najdemo srednjo gradivo, in sicer najdemo 38 besedotvornih sestavov s 1200 tvorjenkami. Analiza, ki sledi, je dvodelna, in sicer v prvem delu nekoliko bolj statistična, glede na število tvorjenk po posameznih besedotvornih sestavih. Sledi prikaz tvorjenk glede na pripadnost besednovrstnim kategorijam, število tvorjenk glede na stopnjo tvorjenosti, ki pa jim sledi potem tudi grafični prikaz celotnega gradiva. V nadaljevanju je pozornost namenjena analizi besedotvornega pomena, besedotvornih vrst in tudi slovarskega pomena. Namen slednjega pa je v prvi vrsti iz tvorbenega in pomenotvornega vidika pogledati na pomensko razlago v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zadnji del monografije ponuja predloge izboljšav slovarskih obravnav, torej glede na slovar slovenskega knjižnega jezika, in sicer predvsem z vidika razčlenitve pomenov, nedoslednosti v slovarskih razlagah in okvalificiranja. Raziskava je pokazala, da sta število tvorjenk v besedotvornem sestavu in pa globina besedotvornega niza odvisna od pogostosti rabe besedotvornega izhodišča, da so glagoli ki v neprvem pomenu izražajo čutno zaznavanje, dokazano besedotvorno manj produktivni, da so pomenske modifikacije znotraj besedotvornega niza tematsko sorodnih leksemov sistemske, kar pomeni, da so vse nadaljne tvorjenke tudi v večini predvidljivo pomenotvorne. Kot zadnje je bila potrjena teza, da je širši pomen čutnosti tudi tako pomenotvorno kot besedotvorno produktivnejši. Torej, stopenjsko besedotvorje, sama metodologija ponuja še celo vrsto nadaljnjih raziskav, vsekakor bi se v prihodnje veljalo usmeriti v raziskovanje sistemskosti morfemske kombinatorike, kar je vsekakor eno od področij, ki bi ga bilo za slovenščino potrebno raziskati.
Čisto na koncu pa bi se rad še zahvalil, in sicer Alešu Pogačniku, urednici Heleni Dobrovoljc, za prelom Simonu Atelšku, recenzentkom Andreji Žele in Ireni Stramljič-Breznik. Glede na to, da je monografija nastala na podlagi doktorske dizertacije, vsekakor tudi Adi Vidovič Muha in pa Miroslavu Skržinskemu iz Jagiellonske univerze v Krakovu, ki me je v bistvu seznanil s stopenjskim besedotvorjem. Hvala lepa.